Leta 1963 je ekipa Slovenskega etnografskega muzeja raziskovala na Južnem Pohorju. Skoraj pri vsaki hiši je našla trlce za lan, uporabljali pa so jih le še redki. Franc Špegl, po domače Peternejši iz Spodnjega Doliča, je še oblečen v srajco iz lanenega hodnega platna in v trpežne hlače iz lodna. Njegova žena še prede na kolovratu. Njene pripovedi o preji pa virno zapisuje etnologinja Marija Makarovič. V tej preurejeni hiši, po domače pri Mutniku, v Spodnjem Doliču, še tke mladi mutnik, Bernard Verboten. Znanje je podedoval po očetu, ki je bil najboljši tkalec daleč naokrog. Tkanje je namreč zapletena stvar. Tu gre za grame in metre. Med najvažnejša opravila pri tkanju sodi priprava osnove. To delo zahteva vso natančnost, saj je od tega odvisno pravilno tkanje. Mutnik klobčiče razdeli v 16 predalov. Od tod pripelje tkalec ženino pomočjo, konce niti klobčiča skozi luknjice, snovalne deščice in jih nato povezane v trden šop natakne na klin vretena. Tako snuje niti v pramen, ki ga nato navija na vreteno od zgore navzdol, nato se vrača spet navzgor. To se ponavlja tolikokrat, kakršno širino naj ima platno. Osnova ima navadno 600 do 800 niti, odvisno od širine platna, ki ga bo tkalec tkal, pa tudi od kakovosti niti. Dolžino tkanja mutnik določi tudi po teži. 2/3 teže niti porabi za osnovo, ki jo navije na statve, 1/3 pa za votek. Nit za votek navije na posebnem vretenu. Sedaj se šele začne pravo tkanje. S pritiskom noge na enega od dveh podnožnikov razdeli osnovo na polovico in tako nastane zev. Skozi njo vrže tkalec čolniček z nitjo. Z nogo pritisne na drugi podnožnik, redi se zamenjajo in čolniček potuje spet na drugo stran. Tako tke vrsto za vrsto platna, ki se počasi navija na spodnje vratilo. Tkalec napelje votek z novo nitjo v čolniček in tke nit za nitjo naprej v platno. Dnevno tke 6 do 8 metrov platna ali pa nekaj manj sukna. Dela ima mladi tkalec Doliču kolikor hoče, ker je še edini tkalec daleč naokrog. Toda samo tkanje se mu nasplača, zato je šel v službo bližnji kamnolom. S tkanjem pa se ukvarja le še ob popoldnevih in večerih, ko ni drugega nujnega dela na kmetiji. Tik pod zadnjimi obronki Pohorja, v neposredni bližini Vitanja, je pri Hofbauerju verjetno zadnja valjalnica na Slovenskem. Po domače gospodarju Alojzu Hofbauerju rečejo Ferber. To ime ima večina vauharjev, ker domače blago tudi barvajo. 3 leta je Ferber zbiral blago od kmetov, da je zbral 120 metrov sukna ali raševine in je lahko pognal težke lesene stope. Ferber zloži velike vauhe sukna, to je raševina, resovina, laneno blago in loden, volneno sukno. Do sredine 20. stoletja je ta domača obrt še cvetela. Noč in dan so ropotale vauhe pri Ferberju. Sedanji lastnik je podedoval tako znanje in tudi obrt po očetu. Bistvo vaukanja, valkanja, valjanja ali stopanja sukna je v tem, da ga tolčeta 2 težka lesena kija. Sukno mora vauhar ves čas polivati segreto vodo. Tako vauho blago približno 1 uro. S tolčenjem se med enakomernim obračanjem v velikem kotlu pod težkimi lesenimi stopami blago gosti in postaja voljno.
Kolo je nekoč gnal majhen potok Jesenica ob zadnji veliki povodni, pa ga je odnesla voda. Iznajdljivi Vauhar si je potem pomagal z električnim motorjem. V notranjosti je posebno vreteno s križem, ki enakomerno dviga dva težka lesena kija. Po eni uri vauhanja Ferber ustavi vauhe na zelo enostaven način, tako da lesena kija podpre. Prva stopnja tega primitivnega obdelovanja sukna je končana. Vauhar sedaj izvleče blago na posebni deski, ga raztegne in poravna. Nato ga da spet vauhe, ga vauha dobro uro in znova raztegne. To ponavlja tako dolgo, da se blago dovolj zgosti in da je zadosti močno. Tako plemeniti sukno, da postane bolj voljno. Nato ga odnese do potoka Jesenica in ga dobro izpere. Ferber bo nato blago barval v kotlu z barvo iz kostanjevega lesa. Ko se bo posušilo, ga bo še mangal, likal na mangi. Manga ali monga je poseben likalnik, ki je bil obtežen s tono kamenja. Vsaki purgar je coklor. V Vitanju še dela cokle Ivan Pungartnik Hanzek. Dela jih z javorjevega lesa, ki ga mora najprej dobro posušiti, potem ga nažaga v panjiče, potem obdeluje les z bobnarco, po posebni predlogi različnih velikosti zariše mero za coklo. Nato jo grobo obseka sekiro in izdolbe z dleti. Hanzek se je cokle naučil delati že kot otrok pri svojem očetu. Sedaj je že 70-letnik in svoje znanje in izkušnje prenaša na vnuka. Zato rod izdelovalcev cokel na Pohorju še ne bo izumrl. S posebnimi dleti cokler dolbe lesem podplat, nato ga še zgladi. Blagotepsko marska fora, tam je še ena voda stora, tista vis je cokel purg, te ne prejde nikdar turk. Tista vis je cokel purg, te ne prejde nikdar turk. Tot Francozov se nej boti, kubi cokle njej metati, če pa prišel tebi roust, gvejšno nej coklarjam kaust. Če pa prišel tebi roust, gvejšno nej coklarjam kaust. Tam je dojsti pejntarmono, tejšlarjav in cimermono, vsaki furman je kolor,
vsaki purgar je cuklor. Za zgornji del uporabi usne, nekoč pa so uporabljali vitre iz macesnovega lesa. Usne izreže po vzorcu iz lepenke, za vsako številko je vzorec drugačen. Šilom napravi luknje za žeblje, s katerimi prebija usne in ga pričvrsti še s posebno žico. Tako je nekdaj glavno buvalo pohorcev izdelano. Vsaki furman je kolor, vsaki purgar je cuklor. Nebo litu, nebo zima, cukle sok na nogah ima, nebo mladi ali pa star, cukla kleple pred oltar. Na robu spodnjega Doliča stoji lesena koča vaškega posebneža Karla Denovnika, ki trdi, da zna začarati tudi vreme. Ob hiši, kriti z lesenimi škodlami, ga čaka ekipa Slovenskega etnografskega muzeja. Marija Makarovič ga sprašuje o čaranju in beleži njegove duhovite odgovore. Bliža se nevihta, zato naš čarodej pokaže, kako jo lahko prežene. V črnem lučenem loncu zakuri čarodejni ogenj. Z njim nato kadi na vse strani, da bi pregnal nevihto, grom in točo.